Živjo, danes je četrti dan v seriji Povej na glas. Tako da preden zaključimo, res danes gremo v akcijo. Posnela boš svoj prvi video in do zdaj smo samo pisali, pa nekaj tako ste probali verjetno posnet. Danes pa gremo v akcijo. Tako kot sem že včeraj povedala, zdaj, če misliš, da to ni zate, da se pač nočeš lotiti videov, jaz te popolnoma razumem, ampak še vedno ti polagam na srce, poglej si prvi posnetek, kjer smo se soočali v bistvu s temi strahovi, kaj se skriva zadaj, zakaj nočeš posneti videov. Ker vsi trendi kažejo v to, da ljudje tvoje stranke želijo gledati video, nimajo časa brati, nimajo časa se ubadati tudi s kakšnimi dolgočasnimi videi. Video mora biti energičen, vesel in izžarevati. V bistvu čez video te stranka res začuti in stranka bo točno k tebi hotela priti. Tako da vaja dela mojstra. Zdaj, danes zaženite telefone, napolnite baterije in snemajte se povsod. Snemajte se zato, da se boste potem lažje navadili vašega glasu, kako izgledaš na posnetku, kaj bi sploh posnela. Zdaj, jaz vam bom tukaj dala nekaj teh trikcev, vam bom povedala nekaj idej, kako začeti, kako predstaviš svojo storitev, svoje masaže. In prvo, kar je, ne se osredotočati na to, da imate full hud make-up, nek outfit. Dajte najprej samo zvaditi to prezenco pred kamero, ker je težko, tudi meni je težko. Preden začnem nekaj snemati, to je poln enih testiranj, ampak vsi gremo čez to. Saj potem, ko steče, potem je to, pa bi se pa skozi snimali. Tako da res ne se obremenjevati, da bi izgledali kot neke hollywoodske dive, ampak imejte v mislih, da je telefon, kamera, v katero gledate, da je to tvoja stranka. In kako bi ti tvoji stranki zdaj predstavila, kaj delaš, kako masiraš, kaj sploh delaš, kdo si in kje masiraš. Tako da je mogoče za prvi korak je najlažje, da greš v svoj masažni studio, v svoj masažni kotiček. Dobro je imeti neko stojalo, zato da telefon stoji tam na miru. Če imate kakšno svetlobo, kakšno luč, zdaj obstajajo tudi ta stojala z ringi svetlobnimi, ni pa nujno, zelo dobrodošla je naravna svetloba. Pri svetlobi morate pa merkati to, da ti ne ustvarja nekih senc, ker to te zelo postara. Tako da mora biti direktna svetloba v tvoj obraz, v tvoje telo in zato, da si ti v fokusu. Dobro je, da gledaš v kamero, zato testirajte, kje imate kamere in pa ko boste pač v tem svojem prostoru, začnite, naprimer, tukaj sem si napisala par iztočnic, kako vas malo smiram. Tukaj ustvarjam prostor za sprostitev. Tukaj se uležete na mojo masažno mizo, tukaj pač predstavite svoj prostor. Lahko samo hodite po prostoru pred kamero in zraven govorite. Zdaj, če vam je zelo naroden se izpostaviti, da se vidi vas kot cele ali pa pač celo telo ali pa obraz, lahko samo posnamete studio, svoj masažni kotiček in zraven govorite vzadej. To je tudi ena opcija, da mogoče premagate ta strah step by step, jaz rečem temu. Ali pa, če ste pa ful suvereni, pa začnete, vesela sem, da sem maserka, ker nadaljujete sami. To je moje poslanstvo. Ali pa
pač uporabite neke take res iskrene ideje, iskrene besede, ki res govorijo o vaši srčni želji, da to počnete res s tem, da pomagate ljudem. Lahko pa tudi imate, naprimer, zaključite neko masažo in vklopite kamero, vklopite telefon, date na stojalo in rečeš: danes sem zaključila eno ful zanimivo masažo in to sem res hotela takoj zdajle deliti s tabo. In nadaljuješ. To je tudi ena taka, ta je taka bombastična ideja, stranko takoj potegne, to jo zanima, kaj pa je bilo. Ja, tako da toliko nekaj idej. Govorila sem o teh trikcih, se pravi, glede svetlobe, kako postavite, res je fajn, da imate stojalo. Zdaj lahko se tudi snemate tako, da je to vse v igi, jaz pravim. Včasih je to zelo moteče, ker če ti hočeš povedati, nagovoriti stranko, je dobro, da ni toliko nekih motečih elementov, od miganja, tresenja kamere, neki v ozadju neke zadeve, ali pa da imate umazano, naprimer, to se vse vidi. Tako da važen je, zelo pomemben je, da štartaš, ker potem, ko štartaš, je vse veliko lažje. Tako da za današnjo domačo nalogo je to, da posnameš en kratek video, 15 do 30 sekund, lahko si napišeš besedilo in ga vadiš govoriti iz sebe, da ne bereš kot robot. Tudi če se vmes zmotiš, je boljš to, da se zmotiš, pa tudi pustiš to, da se zmotiš v posnetku, ker stranka bo začutila, ker vse si samo človek, vsi smo samo ljudje, nismo vsi rojeni za pred kamero. Tako da dobiš tudi v PDF-ju ene 3 take predloge, kaj lahko poveš pred kamero, neki taki mini tehničnih trikcev. Še tole kamero, telefon, če se boste s telefonom snemali, se ne obremenjevati, ali imate v redu telefon ali ne, pač te zadnje serije 2, 3 ali pa 4 leta stari telefoni imajo zelo dobre kamere, tako za fotografije kot za videe. Jaz snimam z Androidom in dela vrhunske posnetke, tako da se sploh ne obremenjujte s tem. To je pač tehnologija, ki je pisana sodobnim ljudem, na kožo. Tako da to in pa telefon obrnete tako, da ne gledate v ekran, ko se snemate, ampak gledate v zadnji del telefona, se pravi v tiste kamere zadaj, ne v sprednjo kamero. Kamero je pa treba prej tudi očistiti, da ne bo vse megleno. To so eni taki detajli, na katere je fino pomisliti, ko se boste spravili snemati. Evo, zaključili smo 4. dan. Se pravi, posnemite en kratek video, če želiš, mi ga lahko pošlješ in če želiš, ti ga lahko tudi komentiram. Drugače pa jutri je zadnji dan. In v bistvu neko tako mini povabilo, da gremo skupaj naprej, kjer v bistvu te povabim v marketinški program moj, kjer 3 mesece ustvarjamo vse te vsebine in ti pomagam res v detajle, gremo v take detajle, da po 3 mesecih si profi. Ok? Fajn bote, dobro snemite, navijam zate, navijam res, da ti uspe pred kamero izliti svoje srce in da bojo stranke to začutile. Se vidimo jutri. Čau!